Zdravo. Zdravo. Kaj je? Lahko, ne, to pa ne. Jaz se počujem tati, ki se manjka 50 evrov, da pa ne moram dati tega nekaj. Smo se potom spogovorili, kako to porabi. Dobar dan, lepo se toliko videti. Tukaj slepke nas pa niso, vse 6 let, ne? Mislim, naenkrat. Naenkrat. Zdaj, čeprav vem, da nas vse poznate, bom še enkrat predstavil vse prisotne. Najprej dame, seveda, gospa Njada Žnidič-Ferrari, moja namestnica, gospa Barbara Lautar, članica komisije, manjka še en član komisije, dr. Bojan Dobovšek, ki je zadržan zaradi tega, ker ima obveznosti za študente. Gospod Goran Klemenčič, auditor naprej predsednik komisije, gospod Rok Praprotnik, tam pa res ne rabite predstavitve. Upam, da ste dobili statistične podatke o našem delu, tako da jaz se pri tem ne bi zadrževal. Razlog, mislim, par besed je vseeno treba spregovoriti, čeprav namen današnje čist nekaj drugega. Poleg statistiki, ki jo imate, tam bi pa obozoril na to, da če boste šteli, boste videli, da smo približno enoletnem zaostanku, kar še vseeno ni tako zelo hud zaostanek. 1200 zadev je še za obdelati, to je približno toliko, kot je bil v enem letu, z številom kadra, ki ima komisija, pa mogoče še skako ukrepiti, počasi vendar lahko prišli do tega, da bodo zadeve tekoče obravnavane. Seveda, kaj tekoče pomeni, bo pa zelo odvisno. Kar se tiče pa drugega, rekel, vsebinskih poudarkov na delu komisije v preteklih 6 letih pa naslednje, zagotovo je največji uspeh komisije sploh ta, da komisija obstala in da se je uveljavila kot organ, ki povsem enako vredno, enako pravno sodeluje z drugimi organi in seveda vsem štejemo tudi sprejem novega predpisa z tega področja, zagotovitev koliko toliko povečenega števila kadrov, ustrezne prostore, pa kolikor toliko zadovoljiva sredstva. Podaram zadovoljiva, ki pa še vedno niso takšne, da bi lahko omogočala plovbo s polnimi jadri. V preteklih 6 letih je komisija veliko naredila tudi na uveljavitev nekaterih konceptov, ki prej sploh niso bili poznani. Koncept načrta integritete, konflikt interesov, nezdružljivost funkcij, omejitve pri sprejemu daril in prijave premoženjskega stanja so zadeve, za katere danes zagotovijo vsak Slovenec in Slovenka. Pred 6 leti, čeprav so bile nekatere že urejene v predpisu z leta 92, se v njih nekaj dosti govorilo, kaj šele, da bi kdo uresničeval tiste določbe predpisov. Velik uspeh komisije je tudi to, da smo popolnosti zavarovali identiteto naših prijaviteljev. Niti v enem primeru, če pri tem prijavitelj ni sam sodeloval, ampak niti v enem primeru identiteta prijavitelja ni bila izdana. Ravno tako velik uspeh je tudi to, da niti v enem primeru nobeno zelo občutljivih podatkov, s katerimi razpolaga komisija, ni šel v javnost. Če bi si prevrteli malo film nazaj v leto 2004, bi videli, da so nekateri ob imenovanju komisije grozili s tem, kako bodo podatki o premoženjskem stanju na razpolago političnim konkurenci in podobno. Nič od tega se ne zgodilo in na to smo res upravičeno ponosni. Kar se tiče pa konkretnih zadev, pa seveda zagotovo velja omeniti zadev, kjer smo obravnali delovanje centrov za socialno delo, inšpekcijskih služb, neplačevanje prispevkov za pokojninske dajatve delavcev, potem pa zadeve, ki so skrajšeno znane, kot recimo Mercator, Patria, zadeva Markač, kjer je šlo za nezakonit odzem 2 otrok njuni materi in sta bila otroka po našem posredovanju vrnjena. Volovja Reber, komplet zadev, ki se nanaša na mestno občino Koper, Intereuropo, splošno plovbo. Seveda jih je bilo še dosti, vidite statistike, da je bilo tega res veliko. Nažalost, je pa treba tudi vstaviti nekatere neuspehe, ki pa niso neuspehi samo Komisije za preprečevanje korupcije, ampak so neuspehi Republike Slovenije v celoti. Prvič, zagotovo v Republike Slovenije še vedno ni prave politične volje za boj proti korupciji. To je tisto, kar zelo boli. Drugič, boj proti korupciji še vedno ni prioriteta vseh pristojnih organov, ki bi se s tem morali res ukvarjati. In tretjič, nacionalna protikorupcijska strategija je za vse, razen za komisijo, še vedno mrtva črka na papirju. Vidite, da vsi ti relativni neuspehi so nekaj, kar ni povezano samo z delom komisije, ampak je nekaj, na kar komisija tudi objektivno ni mogla vplivati, čeprav si je še tako želela in se še tako trudila.
To je izziv, ki čaka naše kolege v prihodnosti. Mi, ki vhajamo, si samo želimo, da bo vendar prišli do tega, da bodo tudi najpomembnejši nosilci oblasti v Sloveniji začeli ne samo govoriti, ampak tudi delati tako, da bodo v celoti spoštovali etične principe in predpise, ki veljajo v Republike Slovenije. Toliko za enkrat. Hvala lepa, Drago, to midva se že dolgo poznava. Od jutri naprej z namestnikom prevzema vodenje inštitucije, ki je dala skozi zelo turbulentne čase. In strinjam se z tem, kar je sedanji predsednik Drago Kos povedal, tudi sam smatram, da je ena temeljnih zaslug delovanja tega vodstva, stoječega vodstva, to, da je komisijo uspelo obdržati pri življenju ob vseh, bom rekel, političnih napadih, nezadostni pravni podlagi, omejenih kadrovskih in finančnih resursov. Opravljeno je bilo veliko delo, na podlagi katerega bo absolutno gradila tudi nova komisija. Vendar, nova komisija na nek način začenja na novi pravni podlagi. To ni več ista komisija, ima precejšnje dodatne pristojnosti, mandat in tudi obveze. Zato je pričakovati določeno drugačno ravnanje navznoter in navzven, predvsem pa se, bom rekel, mogoče s težjimi idejami spoprijeti z vsemi tistimi problemi, ki jih je Drago prej tudi omenil. V zadovoljstvo mi je, da smo v zadnjih 14 dneh, recimo od imenovanja naprej, imela za namestnikom ob popolnem sodelovanju sedanje komisije dostop do zaposlenih v komisiji, dostop do informacij v tem smislu, da je primoprodaja tekla res kar najbolj tekoče in uspešno, tako da bomo lahko začeli delati v bistvu od jutri naprej formalno in s polno paro. Pri čemer pa smo videli, da so tukaj javni službenci, zaposleni v komisiji, ki so zavzeti za delo, ki imajo veliko znanja in se veselim dela z njimi. Je pa tudi dejstvo, da je finančna situacija v državi taka, da tudi seveda ne moramo računati na velike kadrovske ukrepitve, čeprav so pristojnosti in naloge komisije, ki je postala tudi prekrškovni organ, ki ima dodatno pooblastila na področju spremljanja premoženja, lobiranja, konflikta interesov in zaščite prijaviteljev, ogromna, ampak s tem se bomo pač spoprijeli. Želeli pa bomo kot novo vodstvo izkoristiti tudi priložnost za mogoče nekoliko boljše in intenzivnejše sodelovanje z drugimi organi, kot so policija in pa tožilstvo. In to je to za enkrat. Mogoče bi dodal kaj še moj namestnik. Dobro, hvala. Vse samo na kratko, tisto, kar je po moje najbolj pomembno je, da Zdaj se drugi vlog se vlogi, če ti stavlja. Skrega, mislim, da midva oba z Goranom sva v to zadevo vlagava veliko, tako na osebni kot na profesionalni ravni. In mislim, da najin mandat bo uspešen, če bo po koncu najinega mandata in seveda tretji član, ko bo imenovan, če bomo dosegli vsaj majhen napredek v tem splošnem družbenem zavedanju, kako pomembna je integriteta v zasebnem, poslovnem in družbenem delovanju vsakega posameznika in institucij. In če bo ta pojem integritete tudi v praksi bolj prisoten, bo po koncu našega mandata to zagotovo en uspeh in tudi mislim, da integriteta kot takšna je najboljši preventivni instrument za to, da se korupcija dejansko preprečuje in da je potrebno čim manj uporabljati zobe za kaznovanje neželenih dogodkov. To je v bistvu z moje strani. Okay, jaz bi dodal še eno zadevo, če dovoliš, predsednik.
ko so zadnjič govorila z Dragom o odhodu njega in sedanje komisije namestnice in članice in še člana dr. Dobovška, ki ga danes žal ni tukaj zaradi drugih obveznosti, sem rekel, da cenim njihovo delo, da bi jim le tudi simbolno pokazal to. Zdaj, ker jim zlate ure si ne morem privoščiti, dati, niti ne morate sprejeti. Kljub temu ima komisija, bom rekel, za posebne dosežke neko protokolarno darilo, ki ga še, čeprav razumem, nobeden od vas ni dobil. In vaši sodelavci v komisiji so bili zelo prijazni, da so me na to tudi opozorili. In če sem bom zdaj podelil te vaše ikone, kot prvih boste dobili kot prva komisija za preprečevanje korupcije v Republiki Sloveniji. In to naj bo tudi en izraz spoštovanja sedanje komisije do vašega dela in upanja tudi, da nam boste kasneje s svojim znanjem lahko kdaj pa kdaj priskočili na pomoč. Predvsem pa, to pa predvsem za te velja, Drago, da boš čim bolj tiho in nas ne boš kritiziral preko medijev našega dela za nazaj. No. To je malo podkupnina, ne, za to. Evo. Jaz bom pa gospodu Klemenčiču predal to zeleno mapo, kateri je poleg podatkov, ki sem jih predstavil vam danes, še en spisek tekočih težav, s katerimi se bomo morali začeti ukvarjati jutri. Čeprav smo se še z njim pogovarjali o tem stvari, se še vedno najde par stvari, ki jih je treba dodati in to so najbolj pereči problemi, s katerimi verjamem, da boste tudi imeli nekaj vesela v bodočih mesecih. Glede na to, kako je tanka ta mapa, me zavede, da je problemov tako malo. Ne? Hvala, Tomi. Izvoli. Hvala. Tako, zdaj pa tukaj, ne? Ja, pisano ali ne. Preverjeno je, da je manj kot 75 evrov. Točki to ali ne. Tako da, v pošte pice. V okviru zakonske normative. V okviru zakonske normative, ne. Evo, Drago. Vse dobro. Hvala. Ali vi to ne prejo uvoče, ker je tvoje? Ja pa ne, če tukaj. Ste lahko malo samo ukvarjate. Zdaj šlo še enkrat, znači. Ja, tako. A ne bi pred zastavami, no. Bomo potem naredili eno gasilsko pred zastavami. Hvala, mesnica. Hvala lepa. Izvolite. Hvala lepa. To pomeni, da bo treba še kaj časih kaj pomagati. Točno to. Naše znanje prenašati na komisijo. Hvala lepa. Hvala. Jedno? Mislim, da še ne. To smo sicer izdelali lavno za mednarodno konferenco v Sloveniji, ampak je ostalo. Tako. Hvala lepa. Kako so bile? Sam bi še jaz namestničem. No. Hvala lepa, res ste zelo dobro Dajmo se tja postaviti, no. Ja. Pa se... Ko smo mečke, ne? Ja, to so končarkari. Seveda sem večji kot ti. Pa še nekaj, jaz ne igram fuzbola, jaz igram košarko. To je tudi pomembno. Si igral do zdaj, da še na vse povedati. Ok, zdaj verjamem, da imate še kakšno vprašanje, pa bom se posedil nazaj, pa lahko vprašate, zato smo tu, ne? Tako. Okay,